...122 inovacij, 86 procesnih rešitev in 8 novih produktov so ključni dosežki projekta Materiali in tehnologije za nove aplikacije ali na kratko Martina, ki kot slovenski model poslovno-tehnološkega sodelovanja na področju razvoja novih jekel, aluminijevih zlitin in multikomponentnih materialov predstavlja primer najsodobnejšega inoviranja v svetu. V okviru projekta Martina, ki poteka v sklopu strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti, je sodelovalo kar 16 partnerjev iz industrije, inštitutov in univerz, ki je tako s celovitim multidisciplinarnim pristopom povezal gospodarstvo in inštitucije znanja. S sodelovanjem se je bistveno povečala inovativnost in dodana vrednost proizvodov, predvsem pa konkurenčnost vseh udeleženih podjetij. Projekt Martina je bil širši javnosti predstavljen 6. junija 2019 v podjetju TPV v Novem mestu. Program, kakor se uradno imenuje, je v 3 letih uspel pokazati veliko novih izdelkov oziroma veliko novih prototipov. To so predvsem materiali, orodja in pa končni izdelki. Gre za razvoj novega orodnega jekla z višjo toplotno prevodnostjo, ki je zelo pomemben pri predvsem tlačnem litiju, recimo aluminija, kjer boljša toplotna prevodnost pomeni skrajševanje ciklov in s tem seveda veliko večja produktivnost izdelave tako imenovanih ulitkov, ampak seveda ni samo to, tudi boljša toplotna prevodnost pomeni manjše termično utrujenje. Bilo je razvito tudi novo visokotrdno jeklo, ki ima boljše dinamične lastnosti in ostale mehanske lastnosti. Tudi na sam vpliv varjenja je manj občutljivo, hkrati pa omogoča lažjo toplotno obdelavo oziroma cenejšo toplotno obdelavo. Seveda na področju aluminija je bilo razvito novo visokotrdna zlitina aluminija, ki jo je American Aluminium Association priznalo kot novo aluminijevo zlitino 6086 in to je izredno velik uspeh za to industrijo aluminija. Hkrati so pa pokazali, da z dodajanjem sekundarnega aluminija ne pride do zmanjšanja oziroma slabšanja lastnosti aluminija, kar je tudi zelo pomembno. In seveda tudi nove tehnologije litija so bile pokazane in v bistvu na nek način razvite. Seveda na področju multikomponentnih materialov je prišlo tudi do dodajanja teh nanodelcev v samo matrico in s tem na izboljšanje lastnosti, hkrati pa je bil razvit nov plastomagnet kot nov izdelek, ki ima tudi nižje temperature brizganja in s tem boljše lastnosti. In pa na zadnjem področju, kot so dodajne tehnologije, kjer je pomembno novo področje, kjer je bila kombinacija 2 različnih tehnologij, tako imenovane posteljne in robotskega navarjanja, hkrati pa s to tehnologijo lahko izdelamo orodna jekla oziroma vložke, kjer nam hladilni kanali sledijo gravuri in s tem imamo bistveno boljšo hlajenje in daljšo življenjsko dobo takega orodja. Zakaj pa je ta projekt uspešen? Ta projekt je uspešen zato, ker se partnerji na tem projektu zelo dobro poznamo. Vemo, kje so naše omejitve, kje so naše prednosti in mi smo v okviru Strateškega sveta za metalurgijo se že povezali leta 2013, ko je bil ta Strateški svet za metalurgijo na mojo pobudo in kolega profesor Jožefa Medveda iz fakultete NTF OMM, ustanovljen na IMT. In ta strateški svet je nekako postavil smernice razvoja tega področja metalurgije, kjer je bilo več ciljev, med njimi tudi, kako bolje povezati raziskovalno sfero z industrijo, kako vplivati na delovno okolje in pa predvsem kako zmanjšati to stigmo tega v bistvu področja, ki ima velik potencial rasti. In takrat je to bil eden od ključnih dokumentov, ki je pozneje tudi vplival na pametno specializacijo in umestitve tega področja v pametno specializacijo, pozneje pa seveda na področju strateškega razvojnega inovacijskega partnerstva, potem tudi pridobitve
področja SRIP Mat Pro, se pravi materiali kot končni produkti, ker se je ustanovilo te v bistvu povezave na tem področju, ki so potem seveda pozneje tudi privedle do tega, da smo lahko ta projekt uspešno začeli, uspešno sestavili in ga potem tudi uspešno izvajali. SRIP Mat Pro, kljub temu, da je v bistvu imel inštitut veliko pri samem zagonu, je pa bila strateška odločitev, da se ta SRIP Mat Pro pelje v okviru gospodarske zbornice, in to je strateški svet za metalurgijo odločil, glede na to, da ima gospodarska zbornica ustrezno infrastrukturo, sploh to analitsko podporo, ki jo daje takemu strateškemu inovacijskemu partnerstvu, in v okviru tega pač so potem se izvajajo akcijski načrt in pa definirajo fokusna področja, in to je v bistvu ena od ključnih razlik, med prejšnjimi centri odličnosti, pa tako imenovanimi SRIP-i, ki so na neke vrste tudi neki centri, neke platforme, ki povezujejo podjetja in inštitucije znanja, ampak imajo jasno strategijo, v katero smer naj gre razvoj na področju materialov, in ta fokusna področja, ki se dejansko definirajo, so v bistvu narejena na osnovi svetovnih trendov, evropskih trendov in pa slovenskih danosti in možnosti, in zato mislim, da je tako sodelovanje in tak SRIP lahko uspešen. Martina, mislim, da ima krasne ali bom rekel kar čudovite rezultate. Vse to, kar smo v sklopu 6 projektov v povezavi, mislim, da z 16 podjetji dosegli, je čudovito. Vse to še enkrat kaže na to, da se vsi skupaj v panogi, ne glede na to, da se včasih pojavljamo tudi v konkurenčnem položaju, znamo povezovati in da znamo usmisliti to, kar je ravno ključno, sodelovanje pri realizaciji skupnih ciljev. Vidimo, da smo na področju orodnih jekel naredili en čudovit preskok aluminijevih zlitin, čudovit preskok razvijali nekatere nove tehnologije, in moram povedati, da se kot predsednik strateško-razvojno-inovacijskega partnerstva, pod okriljem katerega se odvija ta projekt Martina, počutim seveda zelo prijetno, hkrati pa moram pohvaliti seveda ekipo vseh, ki so sodelovali v projektu, vseh podjetij, ki niso videli samo svoje individualne participacije pri tem projektu in individualnega cilja, ampak so znali stopiti skupaj in skupaj graditi cilje, ki so pomembni za celotno panogo ali pa za področje materialov. Torej, v zadnjih letih se je to sodelovanje bistveno izboljšalo. Prvič na nivoju inštitucij znanja, kjer vidim, da z Inštitutom za kovinske materialne tehnologije zelo tesno sodelujemo na določenih področjih. Naše želje pa so, da seveda se to sodelovanje še bistveno razširi. Z industrijo sodelujemo že dolga leta. To pomeni, sodelujemo pri izobraževanju kadrov za našo industrijo, kar pomeni, da naši diplomanti večinoma diplomska, magistrska in pa doktorska dela opravljajo v sodelovanju z industrijo. Poleg tega pa seveda ni dela z industrijo brez direktnih industrijskih projektov in pa projektov, kot je na primer Martina, kjer seveda smo zelo tesno sodelovali. Včasih se nam zdi, da je interes za sodelovanje premajhen, tako strani industrije kot strani znanstvenih raziskovalnih organizacij, vendar menim, da bo bodočnost leta veliko boljše in upam, da bo tak projekt, kot je Martina, doprinesel v nadaljevanju to, da bo povezovanje lažje, ker vidim, da na področju povezovanja smo naredili velik korak, ki ni bil lahek, je bil kar težaven povezati toliko podjetij med sabo, ampak mislim, da ravno ta korak, ki smo ga do zdaj naredili, bo v prihodnosti prinesel lažji pa boljši napredek pri sodelovanju. In s tem tudi na eni strani za nas projekte, ki bodo izboljšali študijski proces, ki bodo izboljšali znanje študentov, in na drugi strani industrijo omogočili, da bo napredna, da bo konkurenčna in da bo industrija, kar se tiče tega razvoja, veliko hitreje napredovala. Ja, zdaj prehajamo v fazo, ko lahko lepe besede zamenjamo z konkretnimi dejanji. Martina je gotovo projekt oziroma financiran bil kot program, se pravi, gre za enega izmed večjih podpor države, ki je bil namenjen pametni specializaciji,
ki je povezal, se pravi, po eni strani sistematično povezovanje deležnikov, tako podjetij kot institucij znanja, da so začeli skupaj razmišljati, kaj je potrebno in smiselno narediti, če hočemo slovenska podjetja prestaviti na eno stopničko višji po lestvici konkurenčnosti globalni. In na drugi strani sistematično podprt tovrstni napor z tudi sofinanciranjem raziskav in razvoja. In ravno projekt Martina kaže, kaj s takim sistematičnim pristopom je možno doseči. Tako da jaz tukaj z vidika službe vlade za razvoj in sploh vlade in celotnega procesa strategije pametne specializacije gotovo to obravnavamo kot primer dobre prakse. In veseli me, da ravno predstavniki podjetij lahko pokažejo v praksi, zakaj je to za njih odločilno in ključno, zakaj je ta teza, da je treba podjetja prepustiti samim sebi, enostavno ne zdrži. Ostale uspešne regije in države delajo to na sistematičen način in v zadnjih 3-4 letih je Slovenija praktično uspela narediti ta korak naprej. Pri čemer bom rekel, da je to prvi korak. Treba je te napore ne samo nadaljevati, pač pa jih je treba bistveno ukrepiti. Zdaj smo praktično sistem, mi ga imenujemo inovacijski ekosistem, uspeli bistveno izboljšati, bistveno nadgraditi. Izboljšali smo konsistentnost in tudi ciljno usmerjenost svežnja ukrepov, ki podpira področje raziskav, razvoja in inovacij. Usporedno, da rečem, ne gre samo tudi za to, gre tudi za sistematično vlaganje na področju razvoja človeških virov. Tukaj so, moram priznati, nastavki narejeni, nismo pa še uspeli bistvenih korakov naprej narediti. Ampak samo s takim sistematičnim pristopom bomo šli lahko naprej. Ker samo tisti, ki bodo prvi v tej tekmi, bodo zelo uspešni. Za plastično ilustracijo ravno primer podjetja TPV, kjer smo danes, oni so postavili novo tovarno, kjer z enakim številom zaposlenih naredijo 10-krat več produktov. Če to prenesemo na raven Evrope ali sveta, nam je tako jasno, zakaj je tako nujno, ne samo, da smo dobri, ampak da smo tudi prvi. In kot rečeno, brez nemudne odločitve praktično vlade, da bo sistematično podprla ne samo tovrstne raziskovalno-razvojne projekte, ampak tudi sistematično vlaganje v razvoj kadrov, to pa vključuje tudi raziskovalno opremo, tudi naložbe v izobraževalne institucije in tako naprej. Brez tega pač tudi sama podjetja ne bodo, enostavno bodo, tudi če bodo naredila vse optimalno, pač tudi če država svojega dela ne bo oddelala, potem enostavno ne bodo mogle biti popolnoma na špici. To mora biti naš pa nesporno edini cilj. V TPV-ju je sodelovanje z inštitucijami znanja izredno pomembno. Zavedamo se, da vsega znanja nimamo in ne moramo imeti v podjetju, zato iščemo partnerje tudi znotraj različnih razvojno-raziskovalnih projektov in projekt Martina je bil izredno lep primer, kjer smo vzpostavili in še okrepili sodelovanje z inštitucijami znanja, kot je Inštitut za materiale in tehnologijo, Fakulteta za strojništvo, tako v Ljubljani kot Mariboru in pa ostalimi razvojnimi centri, ki so sodelovali v projektu. Pomembno je pa tudi to, da se je vzpostavila tako imenovana veriga vrednosti, kjer so podjetja, kot so recimo Talum, Impol in pa TPV, vzpostavili dobro sodelovanje, ki bo tudi podlaga pri nadaljnih skupnih projektih. Jaz moram reči, da je to pravzaprav za nas en vzorčen primer o dobrem sodelovanju in povezovanju, ki je dal za nas pravzaprav vrhunske rezultate. Razvito je bilo jeklo, ki je na svoj način edinstveno, zato je tudi to prvo jeklo, ki ga bomo vsi Metal Ravne mednarodno patentiral in s tem zaščitil pravice, se pravi recepture, ki bo seveda dajala nam rezultate tudi v dolgih letih prihodnje. Mislim, da slovensko gospodarstvo in Slovenija kot taka potrebuje več tovrstnega sodelovanja, ki daje potem tudi aplikativne rezultate v proizvodnji, v dnevnem življenju naših podjetij, ki seveda se borijo za konkurenčnost na globalnih trgih. V Štori stilu smo že od vsega začetka, zelo zainteresirani in angažirani za povezovanje gospodarstva in pa inštitucij znanja, tako da v vsakem primeru si bomo prizadevali tudi za naprej, da bo to sodelovanje pristno, da bo tesno, ker več ljudi, več znanja in danes je zelo pomembno tudi sama izmenjava znanja. Na področju metalurgije, kjer smo pa mi doma, je pa to še toliko pomembneje, ker
v bistvu obstoja še samo fakulteta in inštituti, medtem ko portfelja spodaj, znanje od spodaj in vzgor ga pa ni in tam smo pa sami. Zato bom rekel, tudi ocenjujemo, da je toliko pomembneje, da se povežemo. Če nič druga, tudi za izmenjavo pač znanja med sabo. Projekt Martina z vidika oddelka za materiale in metalurgijo Naravoslovno-tehnične fakultete Univerze v Ljubljani je pomemben projekt, v katerega se dejansko so vključeni tako pedagoški delavci kot raziskovalci zaposleni na oddelku za materiale in metalurgijo. Sadovi tega dela so že vidni, ne? To je razvoj novih produktov, smernice za optimizacijo, za izboljšanje obstoječih tehnologij in priprave za nove tehnologije. V meni se zdi, da to samo sodelovanje inštitucije, izobraževalne in pa tudi industrija je ključnega pomena za Slovenijo, kajti mi smo seveda mali in pa ne moremo konkurirati tujim podjetjem, ki imajo razvojne oddelke tako velike, kot je celotna slovenska raziskovalna sfera. In zato mislim, da je ključnega pomena, da sodelujemo med sabo, kajti kot se je že dokazalo v projektu Martina, le s sodelovanjem bomo dosegli neke rezultate. Kar se tiče samega projekta, se mi zdi, da je zelo dobro speljan, tudi na področju mladih raziskovalcev. Veliko nas je dobilo zaposlitve, videli smo, kako poteka delo na samih razvojnih inštitucijah in pa kakšno je sodelovanje tudi z industrijo. Za StripMat Pro je danes izredno srečen in pomemben dogodek, saj predhodni rezultati, ki jih poslušate, so zelo dobra popotnica za nadaljevanje našega dela. Delo pa nas čaka še veliko, ne samo na raziskavah in razvoju, velik poudarek v našem stripu za materiale kot končne produkte, ki jim je doma na Gospodarski zbornici, namenjamo tudi razvoju človeških virov. S prav temi podjetji smo pripravili pilotna povedovanja potreb po potrebnih kompetencah, splošnih in specifičnih, katere nameravamo že z letošnjim letom uvesti v modele neformalnega izobraževanja. Tukaj je tudi še trajnost in internacionalizacija in seveda smelo tudi večji projekti, ki se nam že kažejo v nadaljevanju projekta Martine.